Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Za Janeza Kerina se je tudi uradno začel 4-letni mandat na čelu občine Krško, višji kriminalistični inšpektor, ki je v preteklem mandatu deloval tudi kot predsednik nadzornega odbora občine, je letos vstopil v lokalno politiko in bil 4. decembra izvoljen za župana. Kakšni so načrti in v katero smer se bo občina razvijala, nam bo predstavil v današnjem pogovoru. Gospod Kerin, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljena. Za začetek, kako se počutite po volitvah in v novi vlogi? Lahko rečem, da se počutim odlično, dobro, poln energije, poln zagona za delo, ki me čaka, ki je pred nami v tem mandatu. Vesel sem, da mi je uspelo skupaj z mojimi podporniki. Vesel sem za tisto večino volivk in volivcev, ki so se odločili, da podprejo mene. Včeraj sem tudi uradno dobil verigo župana okoli svojega vratu. Moram reči, da simbolično je teža te verige večja, kot sem morda v prvih korakih celo pričakoval. Delajo ogromno. Pri primopredaji, katero smo imeli z gospodom Mirnom Stankotom, ki je potekla v bistvu 2 dni, sem spoznal, da je področje delovanja občine široko prepleteno, tudi mednarodno aktivno. Skratka, dela je dovolj. Verjamem, da kljub temu, da so to veliki čevlji, veliki škornji, katere sem se obul, da jim bom kos in da bom našo mestno občino uspešno peljal in pripeljal do konca tega mandata. V predvolilnem času je bilo veliko govora o oblikovanju najbližje ekipe, vendar takrat o imenih še niste želeli govoriti. Je zdaj morda čas, da nam zaupate, recimo, kdo bo direktor občinske uprave in ali ste že razmišljali o podžupanih? Ja, je čas. Čas je, da povem, kdo bo direktorica občinske uprave, kateri bo v bistvu s 1.1. začelo vedejevstvo zaradi formalnih pogojev javnega natečaja in se kar sodi zraven. To bo gospa Ajda Štrucelj. Trenutno upravlja delo in naloge žene v občini Krško, je univerzitetna diplomirana pravnica, pozna področje lokalne samouprave, pozna področje prava. V lanskem letu tudi uspešno upravila pravosodni izpit, tako da mislim, da se tega tiče, da ni nobene bojazni, da bi zaradi tega kaj občinska uprava kot taka delovala počasneje ali pa kakorkoli drugače. Skratka, imam popolno zaupanje v njo. Spoznal sem jo v bistvu pred 4 leti, ko sem začel jaz delovati v nadzornem odboru. Tako da tudi odzivi vseh zaposlenih, ki sem jih dobil in tudi nekaterih, katerim sem to ime že zaupal pred vami zdaj, so več kot pozitivni. Kaj pa podžupani? Podžupani pa trenutno imen še nimam. Seveda so podžupani dogovor tudi z strankami, s katerimi bomo sodelovali v občinskem svetu, s katerimi bomo imeli tudi neko zagotovljeno večino, da bomo lahko to barko mestne občine Krško in to občinskega sveta peljali po poti navzgor. Precej razdrobljen občinski svet mestne občine Krško je v tokratnem mandatu. Prav nobena stranka ali lista se ne more pohvaliti z res dobro zastopanostjo. Največ mest ima tako novinka, stranka Gibanje Svobode, in sicer 6, ostale jih imajo manj. Lista Modra smer, katere član ste in ki vas je podpirala na županskih volitvah, jih ima denimo 4. Kakšnega sodelovanja se nadejate v naslednjih 4 letih? Ste se s kom že povezali v tako imenovano koalicijo ali potekajo pogovori v zvezi s tem? Potekajo dogovori o medsebojnem sodelovanju. Te pogovori še zdaleč niso zaključeni. Kot nekak mandatar, če temu se sam sebi tako nazivam, želim imeti tako koalicijo, čeprav govorimo o sodelovanju, tistih strank, ki so nam najbolj sorodne po programu, tako levi ali pa desni, ne vidimo v tem nobenega problema in mislim, da bo v roku enega tedna tudi prišlo do zaključka teh pogajanj in bomo sklenili
pogodbo o medsebojnem sodelovanju, vsebinskem sodelovanju, poudarjam, vsebinskem sodelovanju in potem tudi morda bom vas seznanil z imeni. Če nadaljujeva z vsebino, s konkretnimi nalogami, v zadnjih tednih so veliko prahu dvignile informacije, da namerava Ministrstvo za zdravje reorganizirati nujno medicinsko pomoč. Po predlogu bi brez nje v nočnem času ostali tudi v Krškem. Kaj nameravate v zvezi s tem storiti kot župan? Ali ste razmišljali o tej najbrž ste, ne? Ja, vsekakor sem razmišljal, sicer nimam še celotnih informacij s strani javnega zavoda, se pravi, pričakujem, da bom to dobil morda danes, morda v ponedeljek. Tudi vmes je prišla informacija o ublažitvi teh ukinitev s strani samega Ministrstva za zdravstvo, da je pač ta dokument nenamerno prišel ven. Kakorkoli že, kot lokalna skupnost, kot župan absolutno zagovarjam obstanek nujne medicinske pomoči v Krškem, zato obstaja en kup argumentiranih zadev. Podobno so nam hoteli to vzeti že v letu 2015, takrat smo bili uspešni in ne vidim nobene ovire, da tudi tokrat ne bomo uspešni in da bo nujna medicinska pomoč ostala v Krškem. V končni fazi imamo veliko teritorialno območje, od Bohorja do Planine na Gorjancih. Imamo jedrski objekt, imamo energetski bazen, imamo ogromno cest lokalnih, ki se dnevno zgodijo nesreče in nenazadnje imamo zelo dobro in sposobljeno ekipo nujne medicinske pomoči, ki svoje delo opravlja dejansko profesionalno in ne bomo dovolili, da bo šla nujna medicinska pomoč iz naše občine. Katera vsebinska naloga pa je prva, ki vas čaka zdaj na mizi? Zdaj, če po pravici povem, me čaka en tak kup podpisov raznih dokumentov, aneksov k pogodbam. Drugače pa vsebinsko je pa tako, da najbolj me čakajo projekti, ki so v teku. Te projekti, ki se mudi, da se nadaljujejo zaradi predvidnih razpisov v prihajajočem obdobju. En takšen je recimo bazen v Krškem. V naslednjem tednu pride tudi delegacija v Krško, kjer bodo začeli se pogovarjati o sami projektni dokumentaciji, o DIP-u in tako naprej. Skratka, to so tekoče zadeve, ki bodo šle naprej, to so zadeve iz načrta razvojnih programov, to so zadeve, ki so koristne za vse občanke in občane naše občine in kot sem rekel, pri vsaki zadevi predno podpišem, pomislim, kaj ta zadeva pomeni za naše občanke in občane in potem tudi tako ravnam. No, med poudarki svojega programa ste izpostavljali izboljšanje gospodarskega in obrtniškega razvoja v mestni občini Krško, mladim družinam nuditi boljše in kvalitetnejše življenje. Hkrati ste poudarjali nadgradnjo in osvežitev obstoječe infrastrukture. Pa začniva po vrsti pri gospodarstvu in obrtništvu. Kakšni so načrti na tem področju v naslednjih 4 letih? Že pri primopredaji, ko smo se z gospodom Mirnom Stankotom pogovarjala o gospodarstvu, sva ugotovila oziroma mi je bilo prenešeno 2 taki ključni točki, katere bomo nadaljevali zgodbi, sicer poslovna cona Vrbina in pa poslovna cona Drnovo, Velika vas. Tako da v tem vidimo tudi pridobitev sredstev oziroma umestitev nekega inkubatorja za storitvene dejavnosti, ker obstoječi inkubator v sosednjih prostorih je očitno premal, je poln, tako da v tem pogledu bomo nadaljevali. Moram priznati tudi, da sem dobil že neke klice glede možnosti pridobitve prostorov za izgradnje gradbenih oziroma firm, družb, ampak zdaj enkrat zaradi vsega tega obilice dela pa veselega decembra v končni fazi smo se nekako dogovorili, da s temi pogovori začnemo v mesecu januarju. No, ureditev cestne infrastrukture je vedno aktualna. Mestna občina Krško je velika občina s kar 800 kilometri cestnih povezav. Kje so prioritete v zvezi s tem? Prioritete so na tistih cestah, ki so najbolj življenjsko oziroma najbolj življenjsko nevarne. Vsi vemo, da so to sicer tudi, to so državne ceste, Krško-Zdole, to je cesta Senovo-Koprivnica. V
tej zvezi sem tudi že se najavil na ministrstvo na DRSI v Ljubljano, kjer upam, da bom dobil termin čim prej v januarju, ker bomo pač se seznanili, kaj imamo, dokumentacija je pripravljena, tako da v bistvu je žogica na njihovi strani. Na naši strani je pa tista zadeva, kar bomo zraven subvencionirali, se pravi pomožne objekte, ki spadajo v to cestno infrastrukturo. Skratka, to so, kar se tiče državnih cest, najbolj pomembna dejavnika, potem je tukaj most v Podbočju. Za obnovitev tega mostu je potrebna ureditev obvozne ceste skozi Kostanjevico in pa ob reki Krki, če rečem tako, pod Gorjanci. Skratka, to so tri stvari, ki so, lahko rečemo, tudi življenjskega pomena, dogajajo se nesreče, cesta je nevarna. Seveda pa ne bomo zanemarili lokalnih cest, tu pa pričakujem, da bom v mesecu januarju, tudi ko bodo konstituirani vsi sveti krajevnih skupnosti, na en razgovor povabil vse predsednike krajevnih skupnosti v naši občini, vseh 16, in da bomo nekako dorekli z nekimi prioritetami glede na življenjske nevarnosti in pa potrebe po posameznih teh lokalnih cestih JP1 in JP2. No, boljše in kakovostnejše življenje mladih je naslednja točka. Med potrebnimi spremembami je po vašem mnenju potrebna sprememba solastništva za stanovanja mladim družinam. Ja, jaz sem tudi že v programu, tako kot v programu Modre smeri je en model solastništva mladi in pa občina. To je pač model, ki je pri določenih občinah tudi že preizkušen in je pozitivno naletel na pozitivno ušesa in ne vidim nobene ovire, da ne bi z nekimi dobrimi idejami nadaljevali tudi pri nas v Krškem. Seveda tukaj bomo potrebovali tudi deležnike, pogovore z mladimi, z njihovim pogledom na kakšne so njihove pač želje, vidiki in pač to pot bomo skupaj jim omogočali. Objektov je kar nekaj takih, da bi se dejansko mladi pridobili stanovanje in tudi s tem zmanjšali potem, kot sem že rekel, odliv mladega kadra v tuje občine, izven naše. Kakšni so še načrti, ko govorimo o mladih? Na kakšen način jih zadržati v občini? En tak način, da bojo ti mladi, ko imajo mlade družine, ki imajo otroke, da ne bojo vozili svojih otrok v druge vrtce po drugih občinah, da bojo vedeli, da bo njihov otrok lahko obiskoval najbližjo šolo, da ni ta šola pač preobremenjena z učenci, da bodo imeli potrebno infrastrukturo, kar se tiče knjižnico, to imamo, vsega tega, kar mladi pač potrebujejo. Imamo bele lise, tako imenovane bele lise z optiko, se pravi tudi tu je treba mladim omogočiti. Skratka, mladi so tisti, ki pač bodo zanamci in nam bodo pač na stara leta pomagali. Skratka, vse, kar mladi, kar njihova želja, v bistvu nek spisek želja mladih, bomo probali v največji meri uresničevati. Se pravi, pričakujemo tudi sodelovanje, tudi njihove želje in seveda vse nikoli ne bo moglo biti uresničeno, ampak v največji meri, kar se bo dalo, kar je pač možno, kaj ima občina pristojnost, kar ima županovih pristojnosti, se bomo zavzemali, se bom zavzel, da bomo mladim dejansko videli, da bojo videli prihodnost v naši občini. V zadnjih mesecih oziroma tednih smo veliko slišali o razvoju, infrastrukturnih projektih, tudi o tako imenovanih mehkih vsebinah. Katere razvojne usmeritve in projekti pa bodo, poleg že omenjenih, še imeli prednost v naslednjih 4 letih? Teh je kar nekaj. Eden izmed takih je recimo dokončanje Valdorfove knjižnice v starem delu, obnovitev te knjižnice. Potem je tukaj izgraditev peš mostu preko reke Save na obstoječem vojaškem mostu, da povežemo prostor, kjer se razvija oziroma je razvita športna infrastruktura z starim delom oziroma s tem videmskim delom našega predela. Potem vsekakor dozidava objekta zdravstvenega doma, javnega zavoda zdravstvenega doma, ker če hočemo omogočiti mlade zdravnike, da bodo imeli kje delati, če pričakujemo povečanje števila prebivalcev, moramo imeti pripravljen prostor.
Potem bi pa seveda še tudi na periferijah omenil stvari, ki se pač bodo zgodile, Veliki Trn, križišče, ureditev križišča in pa ne vem, rekonstrukcija Lovske ceste, Brestanici in kar nekaj takih projektov je. Kakšna bo torej občina Krško, mestna občina Krško čez 4 leta? Jaz verjamem, da bomo imeli kaj pokazati, verjamem, da bomo občina, da bomo znali pripeljati k nam tuje investitorje, dodano vrednost, da bomo imeli zelo, zelo blizu vse pripravljeno, da se bo začelo oziroma da se bo gradil center za nizko in srednje radioaktivne odpadke. Verjamem, da bo odliv mladih v druge občine manjši kot zdaj, ko imamo nekje polovico. Verjamem, da bomo imeli mlade, ki bodo imeli rešene stanovanjske probleme. Verjamem, da bodo vrtci tako razširjeni, da bomo tako imeli kapaciteto, da bomo lahko našim otrokom omogočili, da bodo pač v domačih krajih obiskovali svoj vrtec. Skratka, verjamem, da bo narejen napredek naprej, kajti če ne bi to verjel, tudi ne bi šel v to, da bi se lotil poslanstva županovanja naše občine. Če se ustaviva še pri proračunu za leto 2023, ta je sprejet. Kakšen je vaš komentar na ta sprejet proračun? Proračun je bil sprejet oziroma zadnji tri četrtletje ali pa drugi polovici leta 2022, tudi z rebalansom za 2023. Žal je nižji od pričakovanega oziroma sprejetega tistega, ki je bil sprejet v osnovi za 2023. Vsekakor je oziroma bo sledi rebalans tega proračuna, tako na prihodkovni kot odhodkovni plati. Prihodkovni je že iz vidika povečanja povprečnine iz 646 evrov na 700 evrov po občanu. Odhodkovni pa tudi, mi moramo zagotoviti neke nujno financiranje zaposlitve pri gasilski enoti v Krškem, poklicni, da dosežemo neke standarde varnosti naših občank in občanov. Potem mi moramo prerazporediti neka sredstva tudi z vidika povečanja stroškov električne energije. To bo en tak zalogaj, ki smo ga pač seznanil sem se v bistvu zdaj. Električna energija se je povečala kar občutno in tudi občutni stroški se bodo na ta račun povečali vsem javnim zavodom. Mi moramo omogočiti oziroma dati gretje našim otrokom v šolah, v kulturnem domu Grad Reichenburg. Skratka, en kup stvari, ki bo ta stroške enormno povečali. Tako da proračun bomo rebalansirali in uskladili, verjamem, da z potrebami, dejanskimi potrebami, ki nas čakajo v letu 2023. Že veste, kdaj je v načrtu rebalans proračuna? Ne vem datuma, ne vem, dvomim, da bo to na januarski seji, verjamem pa, da bo to na februarski pripravljen. No, v politiki ste pravzaprav novinec. Kaj od nove funkcije sami pričakujete ali pa česa si želite? Kot funkcijo pričakujem spoštovanje. Bojim se nagajanja, bojim se spotekovanja, ampak mislim, da smo vsi toliko dorasli, da smo Krčanke in Krčani toliko zrele osebe, da tega ne bo, čeprav se pač bojim. Sem ponosen, da bom lahko sodelavce z občinske uprave in pa po drugi strani politike v občinskem svetu peljal v tem mandatu. Tako na to sem ponosen. Želim si pa v bistvu sodelovanja, ker sodelovanje pogovorov, iz tega pridejo ideje, pridejo dobre rešitve in tako sem velikokrat poudaril, potem treba te ideje pa rešitve udejanjiti. In če ni tistega, bom rekel, nagajanja, če vsak malo popusti, če se znamo pogovarjati, če znamo meditirati med sabo, jaz mislim, da uspeh ne more izostati. Tako na tej točki tudi končujeva pogovor. Hvala za obisk in uspešen mandat želim. Najlepša hvala za povabilo. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci in gledalke, in nasvidenje do prihodnjič.